Ksevt s svojim polnim imenom Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij je objekt, kjer se združujeta znanost in umetnost ter združena predstavita obiskovalcu zgodovinski astronavtski spomin Evrope in evropsko astronavtsko sodobnost. Objekt je svoja vrata uradno odprl 6. septembra v večernih urah v Vitanju. Slovesnost ob skupnem ogledu prve stalne razstave z naslovom Hermann Potočnik Nordung 100 monumentalnih vplivov je v osrednjem delu po uradnem odprtju popestrila švicarska skupina Kodak s kibernetično zborovsko umetnino. S svojim glasbenim programom se je predstavila tudi vokalna skupina Expe, ki je s slovenskimi ljudskimi pesmimi in s popevkami kulturno obogatila dogajanje. Ob odprtju je Vitanje z mednarodne vesoljske postaje nagovoril tudi ruski kozmonavt Jurij Ivanovič Malenčenkov, ki je te kraje obiskal že lani. Zbrane obiskovalce, med njimi so bili tudi predstavniki slovenskega političnega delovanja, je nagovoril še predsednik republike dr. Danilo Türk in minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. Ponosno je vsem namenil nekaj prijaznih besed tudi Slavko Vetrih, župan občine Vitanje. Spoštovani gospe in gospodje, prisrčno vas pozdravljam v imenu občine Vitanje in v svojem imenu v nocojšnjem za občino Vitanje izjemno prazničnem večeru, v katerem odpira vrata naše kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij. Objekt in vsebina je po zaslugi snovalcev posebna mojstrovina, velik ponos in nova priložnost kraja in občine, hkrati tudi ponos in priložnost Slovenije. Postaja naš novi skupni kulturni dom, v katerem želim, da bi vladala predvsem toplina in prijateljstvo. So zvezde, ki sijejo vsako noč in so prijatelji, ki jih rabimo vsak dan. Tudi mi bomo potrebovali še drug drugega, morda že jutri, zagotovo pa še v preostalih dneh našega življenja. Prav v teh dneh vam želim vse lepo in vse dobro in obilje lepih spominov na nocojšnji večer. V projekt je vključenih seveda še mnogo ljudi. Vsekakor je potrebno omeniti še magistra Srečka Fijavža, direktorja občinske uprave občine Vitanje, in Dunjo Zupančič, slovensko vizualno umetnico, in Dragana Živadinova kot glavnega izmed idejnih pobudnikov. Velika stalna razstava o slovenskem in evropskem pionirju vesoljskih tehnologij Hermannu Potočniku Nordungu za svoje izhodišče jemlje 100 risb, ki jih je Potočnik prostoročno narisal za svojo knjigo leta 1929 z naslovom Problem vožnje po vesolju, raketni motor. Risbe so tako didaktične kot vizionarske. Zasnoval je edinstven premik v tehnologiji, s katero je postavil prvo celovito izhodišče sodobne kozmonautike in astronavtike. Teme razstave so oris Potočnikove življenjske poti, Potočnikov čas in kontekst, zgodnje raketne tehnologije, vesoljska arhitektura, uporaba zemljinih orbit, vesoljska oblačila, zbirka zakladi modernosti in Slovenija v vesolju. Razstava je za vse, ki jih zanimajo teme povezane z vesoljem in Potočnikovim življenjem, odprta od srede do nedelje med 9. in 17. uro. V Ksevtu se bodo po besedah direktorja Mihe Turšiča posvetili realizaciji koncepta, ki ga imenujejo kulturalizacija vesolja. V vesoljske programe bodo uvajali humanistiko in umetnost in kot novo izbiro nasproti obstoječim nacionalno-varnostnim, nacionalno-civilnim in komercialnim vesoljskim programom predlagali kulturni vesoljski program, ki se posveča predvsem vprašanjem človeškega v dosegljivem vesolju. Objekt se nahaja na lokaciji bivšega lokalnega kulturnega doma. Za zunanjostjo vzbuja iluzijo vrtenja in lebdenja v breztežnosti. Po Potočnikovem načrtu za prvo geostacionarno vesoljsko postajo v obliki bivalnega kolesa so ga zasnovali biroji Bevk Perovič arhitekti, Dekleva Gregorčič arhitekti, Office arhitekti in biro Sadar plus Vuga. Med objektom in glavno cesto bo urejen odprt javni prostor za družabne prireditve na prostem. V kletnem delu objekta bodo prostore imela lokalna društva. Pritlični del, krožna dvorana, bo po besedah atraktorja in enega izmed pobudnikov ideje Dragana Živadinova dnevna soba Vitanja. Dvorana se prek razstavnega prostora nadaljuje v večnamenski prostor za raziskovanje in študij. Stavba bo torej namenjena tako lokalnim prebivalcem, kot tudi obiskovalcem razstav, udeležencem mednarodnih simpozijev in raziskovalcem dejavnim v programih Ksevta.
Kolikor kratko in neopaženo je bilo Potočnikovo življenje pionirja vesoljskih poletov, toliko bolj opazen in pomemben je navdih, ki ga vnemajo njegova odkritja. Ta navdih se dotika tako znanstvenikov kot umetnikov. Povzročil je, da se je v Vitanju, v Sloveniji, v Evropi oblikovalo prvo kulturno središče vesoljskih tehnologij na svetu. Njegova naloga bo pionirska. Sistematično odkrivati pomen kulturnih vzorcev za prihodnje osvajanje vesolja ter, po Potočnikovem vzoru, združevati znanost in umetnost v tisto, kar lahko le slutimo, ne moremo pa še doumeti.